Hej, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes vam bom v bistvu povedala enih par serij, ki jaz gledam na Netflixu, pač danes bomo pokrili Netflix. In to so pač moje najljubše serije. Zdaj, itak gledam jih še več, oziroma imam tudi ene druge, ki jih rada gledam. Zdaj, ali jih ni na Netflixu, ali so na HBO Go, ali pa jih ni nikjer še zaenkrat. Danes vam bom v bistvu povedala serije in filme, ki so meni ful vrejo, ampak so pač na Netflixu. Teda boste mogli imeti Netflix. Zdaj, v času karantene se dansko ful splača narediti tisti free mesec, ko imate pač en mesec zastonj, ali pa se ga pač potem skozi plačujete. Zdaj, jaz osebno si ga skozi plačujem, ampak meni se zdi vredno, ker res ogromno gledam Netflix, pa ker imate vse stare serije, ki jaz pač obožujem. Ampak ja, pač. Ok, prvo bom vam povedala serije, ker pač načeloma gledam dosti več serij kot filmov. In na koncu vam še povedala nekaj filmov. Tudi vas sem na Instagram vprašala, da mi povete vaše ideje, tako da ene so tudi vaše. Spodaj v opisu pa bom dala imena vseh serij, pa od 1 do 10 bo moja najljubša, bo pač mešano. Ker zdaj tukaj nimam po vrsti. Tako da lahko gremo kar video in zdaj se mislim, da mikrofon ko me je požgal, ker sem ga prej pozabila. Tako da, sorry. Ja. Prva serija, ki jo imam itak več napisana, je Vampire Diaries, zato ker Vampire Diaries je že kar stara v bistvu, pa tudi končala se je že. Ima mislim, da 7 sezon in jaz sem jo to gledala, ko sem bila mala. Moja prva serija, ki sem začela redno gledati in sproti vsak teden in si dol vleči. In ima spin-offe, Originals, pa še Legacies. Sam Legacies trenutno ni na Netflixu, tako da za Netflix vam predlagam Vampire Diaries pa Originals. Res sta ful vrejo seriji, gre se of course o vampirih. Jaz sem Dalina fan, vedno bila, vedno bom. V strani bom mogoče kaj slike. Ne vem, ali vam razlagam, čem se gre, ampak itak je vedno tak, boy meets girl, they fall in love in pol ima brata. To pa je tudi to. Potem Originals je spin-off serija Vampire Diaries, ki se potem gre o družini prvotnih vampirov, ampak če ste gledali Vampire Diaries, you know they weren't the first, ampak pač kao prvotna original familija, ful tudi zanimiva. Potem imam Lucifer. Lucifer se gre o The Devilu. Vem, da to meni osebno je ta ena izmed bolj zabavnih serij, tako ful smešna je, pa ta Lucifer, he looks good, pa pač ta sense of humor, pač ta humor je meni ful zabavn. Potem imam napisano serije, ki tak, po mojem, ste že vsi ali gledali pa čuli za njo, Friends, ampak pač Friends je meni res, jaz sem jo po mojem že pogledala 5krat od začetka do konca in jo še vedno gledam, zdaj jo spet gledam, ampak to, ko pač res ne vem, kaj druga bi gledala in se mi ne da ful sodelovati in gledati, si dam samo za background noise Friends. Potem naslednja je tudi serija, ki se je že končala, mislim, da ima 12 sezon ali kaj takega in to je Big Bang Theory. Pač jaz sem vem, da sem enkrat začela gledati, ko sem bila mlajša in mi ni bilo preveč všeč, ko sem gledala en del, ampak zdaj sem jo pogledala, tako mislim, da pred enim letom, recimo sem jo pogledala od začetka do konca in oh my god, meni je bila ful vrejo, pač res ful zabavna serija, tako da vam jo priporočam, pa pač dejansko ima res toliko sezon, da če se zdaj spravite gledati, boste imeli kaj za gledati, pa mislim, da so 20 minutne, tako da ne rabiš imeti res dost časa, da jih gledaš, pa mogoče je enim lažje zagledati zaradi tega, ker je pač samo 20 minut in si lahko vzameš pauzo in lahko še več delov pogledaš. Osebno jih jaz pogledam najmanj 10 na dan, 20 minutnih, če se spravim gledati. Potem imam napisano The 100 in pač The 100 je tudi ena izmed mojih ljubših serij. Večino serij, ki vam povedala, sem jih itak gledala. Zdaj, The 100 se gre o tem, ko iz 100 ljudi pride nazaj na zemljo, je pa pač kao post-apokaliptik, tako da je pač po apokalipsi whatever, oziroma po ne vem kateri tretji svetovni vojni recimo, ko smo kao ljudje uničili svet in so oni živeli in space, ne vem koliko 100 let whatever in so potem prišli nazaj na zemljo in je meni pač ful zabavna serija, pa moj najljubši karakter je Bellamy. In ja, če ste gledali, če niste gledali, whatever, ampak Bellamy pa Clark sta IRL poročena, just saying. Potem imam napisano Rick and Morty, ki je risana film, ja,
risanka, ampak ni, pač jaz temu rečem serija. Spada pod sci-fi, sitcom, adult animation, TV comedy in opis je "This show is absurd and quirky" in pač ja je, res. Če greste karkoli za tega, kar sem naštela gledat, pojdite Rick and Morty gledat, ker pač, oh my god, to je gold, res. Ena izmed boljših adult animations, kaj sem jih jaz kdajkoli gledala, obožujem. In ne da je to podobno kakorkoli Black Mirror, ampak ne vem zakaj, ko pač o tem govorim, po svoji na Black Mirror, sam Black Mirror je bolj tak verjetna, pač stvari, ki se dejansko lahko zgodijo oziroma se bo dogajale, medtem ko je pač ta Rick and Morty ful tak futuristic in ful zabavno, pač res pojete gledat, eni deli so tak fucked up, da si sam tako WTF se dogaja, ampak ja, no torej polnasledna serija je Black Mirror, ki se gre o takih relevantnih temah, ki se lahko zgodijo, ki se lahko zgodijo in maybe se tudi ene bojo, I hope the fuck not, ampak ja, ful zanimivo. Sicer nove sezone še nisem pogledala, ampak mislim, da jih je tak 4, če se ne motim. Ja. Potem imam napisano Jane the Virgin, ki je angleška, oziroma ne angleška, ameriška telenovela, narejena na to foro kot kao španske te telenovele, ampak v bistvu to je cela fora zadaj za tem. Dogaja se kot telenovela in so tudi take crazy stvari, ki se noter dogajajo in je ful vrejo. Pač ful tak lahka serija je, ampak ful zabavno. Jaz sicer nisem več gledala zadnjo sezono, ampak sicer je meni ful cool in I'm team Raphael. Of course. I always go for the brown-haired boys v serijah. Potem imam napisano Outlander, ki je ful zanimiva serija in začela sem jo gledati sem zaradi tega, ker se dogaja na Škotskem in jaz sem sedela na Škotsko. Aha, ena serija še. Ja, in jaz sem ful hotela iti na univerzo Edinburgu, ampak se pa nikoli nisem vpisala, imam še eno čas iti magisterij tja delat, ampak dogaja se na Škotskem, ful zanimivo, ker se grejo tem, kak ena time travela v preteklost in mislim, da je iz leta 1943, mislim, da je kako direkt po drugi svetovni vojni ali nekaj tajega, ona potuje nazaj v čas do leta 1740, nekaj tajega in pač je ful zabavno, res meni je ful vrejo serija, zdaj jo gledam. Pa ful vrejo igrajo. Pač en prizor, ki sem zdaj bila na drugi sezoni, na prvi sezoni, na predzadnji del, je res high quality acting. Potem tudi serija, ki se dogaja na Škotskem, je Reign, ki se gre o Queen Mary of Scots in je ena izmed mojih najljubših serij ever, ker pač obsedem na Škotsko. Zakaj pojma nimam? Od malega. Vem. V bistvu zaradi tega, ker sem začela gledati ta Reign serijo, in sem poznala obsedena na Škotsko. In Mary Queen of Scots, by the way. Potem naslednja serija so Vikingi, ki sem jaz pogledala, mislim, da 2 sezoni, moja 2 starša sta gledala in je tudi ful zabavna serija, gre se pa pač o Vikingih in v tistem času, več vam znam povedati, ker sem že čisto pozabila, ampak zanimivo. Pol moja top 10 serija Brooklyn Nine-Nine, to pa pač je tudi tak 20-minutno, ful smešno, ful zabavno in vam res priporočam. Potem imam napisano Gilmore Girls, ki je tudi top 10, po mojem sem zdaj že prevečkrat rekla moje najljubše serije. To se je slovenščini imenovalo Midve z mamo, koliko se spomnim in pač je tudi tak zabavna serija. Sicer jaz to ful rada gledam jeseni, ne vem zakaj, ampak je pač ful cute. In isto Full House, ki je tudi ful stara serija. Serija je ful vrejo Full House, meni bo ful zabavno, taka cute, taka družinska, malo časi tak awkward, ki se vidi, da tisto staro, tisti old acting, ampak mi je ful cool. Pol imam Gossip Girl, ki sem tudi pogledala, mojem že 2-krat ali več. Gossip Girl je pač, I don't know, taka generična serija, se mi zdi, da so jo že vsi gledali, ampak, you know, if you have nothing to do. Pa če ste že druge serije gledali, Gossip Girl. Moram napisano Glee. Meni je ful vrejo pri Netflixu, zdaj to, da je ful novih serij, ki jaz realno še nisem se jih gledala, ampak je toliko teh starih serij, ki sem jaz gledala v konec osnovne, v srednji šoli in pač it makes me really happy in je pač res toliko
tako me razveseljuje, da so te stare serije tukaj gor, ker počasi, ko sem tako, njem kaj za gledati, pa grem gledati stari dele Glija. Moram napisano Dynasty. Dynasty je tudi packed with drama in crazy. Pol imam eno novejšo serijo, končno, ki se imenuje You. 2 sezone, meni ful zabavna serija, ful tak psihološko, ampak ful vrejo. Tudi malo creepy. Gre se o nekomu, ki pač je stalker, zalezovalec in ne vem. Pač jaz dansko opisujem, kaj se dogaja v vseh serijah, bo predolgo, mi je zelo žal. Potem je Sabrina, ne vem kak je, mislim, da je, ampak je ono, kar bila risanka kot Teenage Witch Sabrina, whatever. Ful cool serija, ful tak, včasih je samo tak, ker je tak smešno, ampak dansko je tudi I don't know. Jaz sem se pogledala in mi je bilo všeč, pa je od istega kreatora kot Riverdale in ful vas mi je pisal, ne predlagam Riverdale, samo pač realno jaz vam ne morem. Jaz vem, da v enem prejšnjem videu sem predlagala Riverdale in prva sezona ali prvi 2 sezoni sta bile okej. Zdaj, kaj delajo, pa jaz nisem gledala, mislim, da že zadnjo sezono ali 2, se sploh ne vem, ampak pač največkrat, ko mi predlaga YouTube neke čudne videe, je nekaj Yet Again, Bad Writing in Riverdale, nekaj tajega. In pač res, te dele, ko sem jaz gledala, že tisto sezono, ko sem še jaz gledala, sem pa pač tak, what the fuck. Pol še eno serijo, The Witcher, še jaz to vsebo nisem gledala, ampak je ful vrejo serija. Edino, kjer še jaz nisem do konca pogledala, je Stranger Things, ker se mi zdi, da je overrated as pač enostavno meni Stranger Things je bilo vrejo serija, don't get me wrong, ampak mi definitivno ni bilo toliko vrejo, koliko ljudje govorijo, da je vrejo. Pol imam The Strangers, so mi predlagali ful na Instagramu, pa pač ljudje, ki jih poznam, The Society, pa Peaky Blinders. Je Peaky Blinders serija? Gledam, to so ful predlagali, ampak jaz tega nič nisem gledala, The Society bi maybe gledala, ne vem še. Zdaj trenutno, kaj jaz gledam, je Outlander, ki ga še nisem do konca pogledala. Ja, to je v bistvu serija, ki gledam, pa Modern Family. Samo Modern Family ni na Netflixu. Potem pa imam še par filmov. Prvo, kar vam povedala, jaz ne gledam dosti filmov, teda imam večinoma samo nove filme stare filme napisane. In to so Twilight Saga, imajo vse dele Twilighta gor. Če kdo gleda, če kdo ni, malo dala gledate in se cringeate, da smo to gledali, ali pa pač, da je what the fuck. Ampak jaz sem rada Twilight, ko sem bila mlajša in sem ga tudi gledala. Pol imam napisan Lord of the Rings, ne vem, če so vsi deli Lord of the Rings gor. Vem, da nekaj cajta mislim, da so bili. Jaz mislim, da sem gledala Hobbita na Netflixu. A zdaj sem gledala in Hobbita, mislim, da ni, pa sta 2 dela Lord of the Rings, če se ne motim. Pol je gor How to Train Your Dragon. Ta risanka meni bila ful vrejo. Hunger Games so vsi deli gor, pa Divergent so tudi, mislim, da vsi deli gor. In če imate pač kaj časa in moče idete kaj zagledati, idete gledati pač njihove filme, ker imajo ful starih. Imajo vse te stare serije, ko je bilo ono Just Go With It, ko je moja najljubša komedija, mislim da. In pač imajo res teh starih filmov ful dosti. Ta, če gledate samo skozi filme, pač boste videli. In meni je to ful vrejo, zaradi tega, ker te filme, ko sem jaz mala, ko so bili na A-kanalu pa na Pop TV-u, so zdaj gor na Netflixu. In jaz ne vem več, kak je bil naslov teh filmov, ampak jih zdaj najdeš. In great, pač Zorro tam gor. Zorro je bil en izmed mojih najljubših filmov, ko sva mala, ko sva se obsedala z ono žensko tam, ki mi je bila ful lepa, pa Zorro Tom. Hot. Tam, ko skoči na onega konja, ona ženska, nikoli mi ne odpadlo z glave. Pol Jurassic Park je gor, ne vem, če vsi deli, ampak njih par jih je. Potem je gor še, ko sem jaz gledala ta The Age of Adeline, ki mi je bil všeč. 50 Shades of Freed je gor, niso drugi deli, ampak je samo ta Freed, ker je meni itak najljubši del. Potem, kaj bi še mogla reči? Mislim, da sem še pozabila neke stvari. Definitivno sem pozabila omeniti še 13 Reasons Why, da je gor, pa Orange is the New Black je gor. Mamma Mia je gor, How to Lose a Guy in 10 Days, Think Like a Man je gor, Sex and the City je gor,
Kissing Booth sem jaz gledala in mi je bil dejansko kar cute film. Pol gor so te filme To All the Boys That I Loved ali nekaj tajega. Not a fan. Pol imaš gor White Chicks. I know. Gor je Hotel Transylvania, Mean Girls je gor, Pitch Perfect je gor, pač ful teh filmov je gor in imaš tudi Shreka pa Matildo in to smo vse gledali, ko smo bili mlajši. Zdaj ne vem, ne? Ampak se mi zdi, da vsi, ko smo bili mlajši, smo to gledali, ker pač itak na kanalu pa po TV skozi ena in isti filmi. Ja, ampak imate ful teh starih, pa tudi danes kar novih filmov, pa teh Netflix filmov, ki sanje res vrejo. To pa je v bistvu bolj kot ne to, ne vem, če bi še vam mogla kaj predlagati. Pač po mojem je še itak dosti stvari, ki jih nisem povedala, ampak bo spodaj, ker so mi še pač eni vi pošiljali neke stvari in bom jih vam linkala spodaj, teda pač jih lahko greste gledat. In si preberete, kjere serije so še drugi priporočali in lahko te pogledati. Teen Wolf je gor, Once Upon a Time je gor, omega točno, to sem še fura gledala. Breaking Bad je gor, kar jaz sicer nisem bila nikoli neki preveč veliki fan. Oziroma realno sem ga ful dolgo nazaj probala gledati, mi pač ga enkrat ni bil všeč in več nisem dala še eno šanso. To pa je v bistvu tudi to. Teda ja. Hvala, si gledajte video, če mi bil všeč, ga ne pozabite lajkat, followajte me na Instagramu, please. Pa se vidimo v naslednjem videu, ki bo po mojem true crime ali pa haul stvari, ki sem si jih kupila. Ali pa ASMR. Adija.